V rubriki Glas ljudstva pa smo se tokrat odločili pomagati Poloni, ki ima res hud problem. Piše nam namreč takole. Naslednje leto se poročim na isti lokaciji kot Janez Janša. Kako naj se izognem temu, da bi se med svati razvedelo? Ker mi o varovanju skrivnosti vemo toliko, kakor jaz o tem, da nas bodo ukinili. Kaj? Kaj ukinili nas bodo? Pa dobro, no pa glej zdaj, ko sem vzela kredit. Pa ne gre vse v... Sem mislil, da vi? Smo odgovor raje prepustili človeku, ki je tam že bil. Poloni odgovarja Janezjo. Vse posrano od golovo. Pozdravljeni Polona. Najprej iskrene čestitke za tvojo poroko in izbiro lokacije. Upam, da gre za tradicionalno poroko med moškim in žensko, ki bo kmalu prinesla tudi naraščaj, ker nujno potrebujemo nekoga, ki bo polnil pokojninsko blagajno, ko se čez 40 let logar upokoji. Jaz seveda razumem, da nočeš, da se ta informacija med svati razve. To je tvoja poroka, to je tvoj dan in je prav, da si ti glavna zvezda. Ne pa, da potem vsi samo sprašujejo, pa kdo je naredil fotke, pa kje je kuhala Ana Roš, pa kje smo izpustili golobice, kje je Grim stopil v drek, pa kaj je s to parcelo v Trent in tako naprej. To nikogar ne zanima. Še najmanj pa tvoje svate in KPK. To so intimne stvari. Torej dvomi sicer, da bodo tvoji poroki govorili na televiziji, tako kot o moji, ampak Polona bodi brez skrbi. Tudi če se izdzveš, ne pomeni, da ti to moraš priznati. Najprej lahko nekaj časa trdiš, da so to samo njihove domneve. Potem lahko rečeš, da nisi prejela pošte, ker imaš primajhen nabiralnik, potem pa lahko rečeš, da si pošto prejela, ampak nisi odprla kuverte in tako naprej, tako naprej, tako naprej. Prav tako svetujem, da čim prej najameš dobrega odvetnika, ki bo tožil vsakega, ki bo postavljal preveč vprašanj. Če pa želiš celo zadevo urediti potiho, pa ti lahko dam kontakt od človeka, ki ti uredi zakonsko zvezo v Bosni. Praktično isti moški, samo več denarja ti ostane, ker si ne kupujejo karbonskih specialk in turno smučnih. Tako naprej, razumeš, kaj razmislim. Torej, Polona, če pa se vseeno odločite organizirati poroko na tej lokaciji, pa predlagam, da pošljete seznam gostov na občinski odbor stranke SDS v regiji in če je med povabljenimi vsaj 25% članov, vas uviščam na zabavi. Prinesem darilo, pralni stroj, s katerim se lahko slikate in to sliko tudi objavite na socialnih omrežjih. Seveda pa dobite normalno tudi dejansko sliko stroja z mojim podpisom. Tako da še enkrat čestitam. Ne pozabite, bolje Janez na strehi kot golob v vladi.